Havčeva uprava za letos načrtuje 9-milijonski dobiček. Splošno maturo se začenja preverjanje znanja. Za sezonska dela v Mariboru 400 prostih mest. Lepo pozdravljeni. Aleš Havc je na današnji tiskovni konferenci predstavil poslovanje druge največje slovenske banke. Ta je v prvem trimesečju dosegla slabih 9 milijonov evrov dobička in realizirala več kot 24 tisoč novih posojil. A pojavljajo se vse glasnejši očitki, da banka, ki jo je država lani dokapitalizirala 780 milijoni evrov, ni dovolj aktivna pri kreditiranju podjetij. Prvi bančnik nove KBM je novinarjem uvodoma razdelil članek iz leta 1863, ki bankirja opozarja na previdnost pri dajanju posojil. Nekatere stvari veljajo stoletja, ne? Danes nekateri mislijo, da ne veljajo, ne? Da je banka v prvih 3 mesecih letos odobrila za slabih 60 milijonov evrov manj posojil podjetjem in fizičnim osebam, zaradi česar je tržni delež upadel na 7,4%, Havc opravičuje z omejitvami Evropske unije. Pa če nam je to všeč ali ne, zagotovo lahko povemo naše subjektivno mnenje, da nam to ni všeč. Zato, ker banka živi od prihodkov, od obresti, upravnin in tako naprej, od kreditorjev, ampak takšne so zaveze Evropske komisije, ki jih moramo spoštovati. Havc priznava, da so pri kreditiranju veliko previdnejši. Po njegovem banke tudi niso edini generator gospodarske rasti. To je bilo v preteklosti, pa gledajte, kam smo prišli. Kreditiralo se je vse povprek, po našem mnenju, in posledice so tukaj za sanacijo. A nekdanji nadzornik NLB-a Igor Masten opozarja, da banke po dokapitalizaciji ne smejo obsedeti na denarju. Banke pogosto vztrajajo na nekih navideznih zavarovanjih v podjetjih, na pozicijah za navidezno vrednostjo, ne, in enostavno se ne premaknejo naprej v podjetjih. Poslovanje banke je v prvem trimesečju pozitivno. Dodatne prihodke načrtujejo z odprodajo KBM Leasinga in Leasinga Gorica. V njihovih rokah pa ostaja KBM banka v Srbiji. Odločitev o dokapitalizaciji Adrie Bank še ni sprejeta. A da si bo država iz dobička banke povrnila vložek vanjo, je Havc označil za nesmiselno. To bi šlo le s prodajo banke za pravo ceno. Torej upoštevati vsa dosedanja vlaganja, ki so v banko bila. Za novo KBM pomeni to kar nekaj več kot milijardo evrov v zadnjih 4 letih. Sicer po Havčevih besedah v banki varčujejo. Odpovedali so se nekaterim sejninam, v 3 letih načrtujejo zmanjšanje števila zaposlenih za 300. Dokler sanacija banke ne bo končana, pa ne bodo izplačevali nagrad za uspešnost. Na marca objavljen javni razpis za sofinanciranje naložb podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Maribora s širšo okolico, je do roka, ki se je iztekel 28. aprila, prispelo 67 vlog. Kot so pojasnili na gospodarskem ministrstvu, je bilo razpisanih okoli 1,6 milijona evrov za letos in približno enako za prihodnje leto. Ker pregled vlog in njihovo analizo še pripravljajo, za zdaj nimajo podatkov o tem, z katerih področji je bilo oddanih največ vlog. Sicer pa kljub temu, da vlada po odstopu premierke Alenke Bratušek opravlja le še tekoče posle, pri razpisu ne pričakujejo nobenih zapletov. Na mariborski vzhodni obvoznici pred razcepom Dragočova v smeri proti Avstriji se je danes zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta 2 osebi umrli. Osebni avtomobil tujih registrskih oznak je z veliko hitrostjo trčil v tovorno vozilo. Voznik in sopotnik sta poškodbam podlegla na kraju nesreče. Nesreča se je zgodila okoli 11:30 ure na razcepu proti Avstriji oziroma Lendavi. Prvi v slabih 7 minutah so bili na kraju reševalci. Ugotovili smo, da gre za 2 poškodovanca, ki ob našem prehodu nista kazala več znakov življenja. Nekaj minut za njimi so s 3 avtomobili prispeli še gasilci. Posuli so iztekle motorne tekočine z opojnimi sredstvi in izvlekli ponesrečenca, ki sta bila ukleščena v avtomobilu. Prvo smo morali vozilo stabilizirati, narediti protipožarno varovanje, v skladu z našo taktiko. Potem smo vozilo malo dobili ven s prikolice, potem smo pa v bistvu s tehničnim posegom razrezali določene dela vozila, da smo lahko dobili ven te 2 osebi. Kaj se je zgodilo, za zdaj še ni jasno. Neuradno naj bi voznik tovornega vozila s poljskimi registrskimi oznakami zaradi ugotavljanja na razcepu zmanjšal hitrost. Zaenkrat, če vam teh informacij ne moremo posredovati, ker še preiskava ni zaključena, potrebni so še določeni razgovori, da se opravi in bo potem več znanega.
Mariborska vzhodna obvoznica je bila v smeri proti Avstriji približno 2 uri in pol zaprta. Sicer pa to ni prva nesreča s smrtnim izidom letos. V začetku aprila je v Spodnji Brežnici pri Poljčanah umrl 19-letni motorist. Sezonska dela, ki jih je v Sloveniji največ v kmetijstvu, turizmu in gostinstvu, so dobra priložnost za zaslužek študentov in brezposelnih, pa tudi upokojenci si na ta način lahko znatno povečajo svoj proračun. Na območju Maribora bodo letos potrebovali nekaj več kot 400 sezonskih delavcev. Poleti je največ dela ob pobiranju jagod, češenj in breskev, konec avgusta pa v Podravju prevladuje spravilo jabolk in grozdja. Eni nočejo tega delati, ne? Zakaj menite, da ne? Ne vem, ker jim je izpod časti, to se pravi, da jim še ne gre tako slabo. Sezonska dela, jaz mislim, da so potrebna, da so tudi en dodatni zaslužek lahko ljudem v tem, bom rekel, kar slabi gospodarski situaciji. Sezonska dela poleg dodatnega zaslužka omogočajo tudi pridobivanje novih delovnih izkušenj in znanj. Nimamo več težav, da bi brezposelne usmerili v sezonska dela, so zainteresirani, seveda na to vpliva tudi kriza, ki je, in pa socialna stiska, da ljudje vseeno, kljub temu, da plačilo ni visoko, ampak vseeno je to neka priložnost, če je vreme koliko toliko ugodno, da niso ti neugodni vremenski pogoji. Na mariborskem območju tako potreba po sezonskih delavcih, ki so plačani okoli 3,5 evra na uro, še ostaja, kljub temu, da je največji mariborski vinar Vinak v stečaju. Zdaj, da so zaprli svojo dejavnost, ni obetavna, ampak pri sezonskih delih, torej po številu, se pri nas to ne pozna. So se odpirala torej tudi neka druga delovišča, ki pa omogočajo, da ostajamo na nekem istem obsegu ali pa nivoju sezonskih del kot v preteklosti. Zakon o delovnih razmerjih dovoljuje, da se lahko v primeru sezonskega dela sklene pogodba za določen čas. Brezposelnemu takrat preneha pravica do denarnega nadomestila, če pa delo opravlja pogodbeno, se nadomestilo zniža za polovico dodatnega dohodka. Če prejeti dohodek po plačilu davkov in obveznih prispevkov na mesec presega 200 evrov. Na Fakulteti za kmetijstvo so pripravili prireditev Kmetijska tekmuje. Najbolj žlahtnega znanja študentje tokrat niso pokazali teoretično, temveč praktično. V domačem kotičku študentov so zbrali najboljše izdelke in pridelke svojih kmetij. Študent drugega letnika Črtomir Kuhl je prinesel domač med. Doma se namreč ukvarjajo s čebelarstvom, a samo pridelava medu mladeniču ne zadošča. Sam izdeluje tudi kozmetiko iz medu in propolisa, domača mila in mazila. Konkurenca tudi včasih kar precej huda na celotnem tržišču, ampak poskušaš vedno nekaj novega odkriti, takrat si šele boljši kot vsi ostali. Tudi Katja Potočnik doma s kmetije ne drži križem rok. Iz domačih jajc pripravlja rezance, iz čemaža namaze, suši tudi gobe. Samo skrba, jaz pravim, to je prihodnost. Vse to me ful zanima in zdaj, na primer, v zadnjem letu sem nabavila recimo kokoši, da imamo doma domača jajca, potem imamo tudi nekaj prašičev, da lahko izdelamo domače salame, klobase, bunke in tako dalje, tako da si doma vse dejansko predelamo sami, da nič kaj dosti ne kupujemo. Ker glede na to, kaj nam današnji dan ponuja na policah, je kar malo skrb zbujajoča zadeva. Simon Janžekovič pa obožuje paradižnik. Zadnjih 5 let vzgaja in prodaja različne v Sloveniji manj običajne sorte. Ima jih že več kot 40. Dobim so sema z manjovami. Jaz dam sema, drugim pa dobim v zameno pač sema od kakšne sorte, ki me zanima. Namen domačega kotička študentov na Mariborski kmetijski fakulteti je pokušina, nakup in izmenjava pridelkov ter izdelkov. Pomembne pa so tudi izkušnje, ki jih pri tem dobijo. V kmetijstvu je treba eno leto nekaj delati, da vidiš učinek. In kar se naučiš, potem v tistem letu lahko nekaj probaš, pa vidiš, kakšna razlika. Študenti kmetijstva imamo možnost, da to pokažemo, da to doma nekaj pridelamo in da je to bolj zdravo kot tisto večina tega, kar kupimo v trgovini. Tudi strogi kritiki, obiskovalci kotička študentov, priznavajo, da njihovi izdelki niso od muh. Sicer pa se bodo študentje kmetijske fakultete družili ves dan. Ne le ob domačih dobrotah, temveč tudi na športnih igrah in ob plesu ter glasbi. Od 18. do 31. maja bo v Mariboru prvi festival Mladi Maribor, ki je začel nastajati ob zaključku leta Evropske prestolnice mladih. S festivalom želijo prireditelji povezati mlade, mladinske organizacije, izobraževalne, kulturne in športne ustanove. Udeleženci bodo lahko prisluhnili predavanjem in koncertom, si ogledali razstave, gledališke predstave, spoznavali lokalno kulinariko in sodelovali pri športnih dejavnostih. Na skoraj 70 prireditvah pričakujejo 40 000 mladih.
Za dijake 4. letnikov pa se je danes začela splošna matura, in sicer z esejem iz slovenščine oziroma madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika. Do konca junija bodo pisali še drugo polo iz maternega jezika in iz matematike, tujega jezika ter izbirnih predmetov in opravili ustne izpite. Na prvi rok letošnje mature se je prijavilo dobrih 8000 dijakov iz 85 gimnazij. Pred dijaki zadnjih letnikov sta 2 stresna meseca in za mnoge tudi odločilna za prihodnost. To je bilo zjutraj pred prvo maturitetno polo razbrati na njihovih obrazih. Zdaj nam gre za točke, pa za opis, pa to vse, tako da smo kar nervozni. Ja, nervoza, definitivno. Ne vem, kaj naj pričakujem. Najprej so se spopadli z esejem iz maternega jezika, katerega tematski sklop je imel naslov Človek v svetu. Prebrati in podrobneje obdelati so morali 4 drame: Hamlet, Veliki briljantni valček, Kralj na Betajnovi in Fiziki. Meni je kar fajn pisati, moram priznati, da ko pridem not, ko v bistvu začutim temo, ko se odpre besedišče, mislim, da moramo biti pozitivni, no. Do konca junija jih čakajo še izpiti iz ostalih 4 predmetov in na to ostane upanje, da bo točk dovolj za izbrani študij. Na medicino, tako da tam okrog 90, mislim 90% od vseh, ne pač. Ne rajem dosti, v bistvu bi rad samo naredil, no. S čim boljšim uspehom. Okoli 90 dijakov pa se je letos prijavilo na mednarodno maturo. Končni uspeh pa tem dijakom odpira vrata najboljših univerz v tujini. Odide jih dobra polovica. Izpiti so malo bolj obremenjeni, ker se lahko dijaku zgodi, da v enem dnevu piše tudi po 2-3 izpite. Tu je ta obremenitev večja kot pri nas, ker je en izpit na en dan. Rezultate splošne mature bodo dijaki izvedeli 14. julija. Po statistiki je uspešnost dijakov na spomladanskem delu splošne mature 87%. S preizkusom znanja iz matematike pa se je tudi za skoraj 35 000 učencev 6. in 9. razredov začelo nacionalno preverjanje znanja. Letos je to za šestošolce prvič obvezno. V četrtek jih čaka še preizkus znanja iz slovenščine oziroma italijanščine ali madžarščine. V ponedeljek pa se bodo šestošolci preizkusili še v tujem jeziku, devetošolci pa v znanju iz 3. predmeta, ki ga je določil minister in se med šolami razlikuje. Z dosežki bodo šolarji seznanjeni v začetku junija. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD je izboljšala gospodarsko napoved za Slovenijo. Včeraj je to storila tudi Evropska komisija. OECD nam letos napoveduje 0,3% gospodarsko rast. Sledijo še druge aktualne novice. Poslansko skupino Pozitivne Slovenije, PS, po izstopih iz stranke zaradi zmage Zorana Jankovića na volilnem kongresu poslej vodi Jožef Kavtičnik. Kot je poudaril, ostajajo v stranki in poslanski skupini zvesti programu PS Slovenija 2020. V državnem zboru bodo podpirali vse predloge skladne z njihovim programom. Po razpadu stranke je v poslanski skupini ostalo 11 članov. Kavtičnik je ob tem zagotovil, da v postopkih pred razpisom predčasnih parlamentarnih volitev ne bodo predlagali kandidata za mandatarja. Slovenska ljudska stranka in Nova Slovenija se zavzemata za čimprejšnjo izvedbo predčasnih volitev, seveda z upoštevanjem ustave in zakona, sta na skupni novinarski konferenci poudarila predsednika obeh strank. Glede zadnjih predlogov za spremembo ustave oziroma volilnega sistema pa pravita, da je za kaj takega potreben daljši premislek in tega ne gre spreminjati na hitro. Predsednik SLS Franc Bogovič je povedal, da njihova stranka ne bo naredila prav nobenega koraka, ki bi oviral predčasne volitve. Zato absolutno nimajo namena vlagati kandidata za mandatarja, prav tako ne nameravajo prispevati podpisov za kandidaturo kakšnega mandatarja. Premijerka v odstopu Alenka Bratušek se drugi dan obiska Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj OECD v Parizu udeležuje zasedanja ministrskega sveta. Kot je poudarila, je zadovoljna z današnjo napovedjo OECD, ki Sloveniji za letos napoveduje 0,3% rast BDP, za prihodnje leto pa 1,2%. Kljub dogajanju na političnem prizorišču je prepričana, da bodo nadaljevali aktivnosti za povečanje gospodarske rasti. Zelo živahno je danes na Rotovškem trgu v Mariboru, kjer potekajo prireditve ob 65. obletnici ustanovitve Mariborske knjižnice. Dopoldansko dogajanje s pripovedovanjem basni in pravljic ter glasbo je bilo namenjeno predvsem najmlajšim.
Otroci, še preden znajo sami brati, so ciljna skupina, ki jim v mariborski knjižnici namenjajo veliko pozornosti z namenom, da bo knjižnica njihov priljubljen prostor tudi v odraslih letih. Rada imam, ko mi berajo, ko berajo knjigice. Jaz pa rad hodim v knjižnico z mami, pa najrajši pa zbiram CD-je kakšne, pa kakšne knjige o nogometu. Jaz pa z sestrom pa bratom hodim v knjižnico, pa si sprašujem od njih kartico, pa berem sestra knjigo. V mariborski knjižnici otrokom in mladostnikom posvečamo največ pozornosti že od leta 1972, ko smo osnovali službo za mlade bralce. In v bistvu smo tudi edina splošna knjižnica, kjer za otroke celovito skrbimo, se pravi od nabave gradiva do obdelave gradiva za otroke in mladostnike in tudi organiziranosti dejavnosti in prireditev zanje. Današnje popoldne je namenjeno družinam in odraslim, ki si lahko na oknih knjižnice ogledajo domoznansko obarvano razstavo Zgodovino Rotovškega trga na fotografijah, razglednicah in časopisnih člankih. Če primerjamo podobe na oknih, opazimo, da je bila ta dogajanja na Rotovškem trgu v preteklem stoletju pestro. Če pa se ozremo na trg sam, pa danes vidimo, da je v bistvu v klavrnem stanju. Tako da v bistvu je to tisti pravi podton celotne razstave. Jubilej mariborske knjižnice je priložnost za praznovanje, hkrati pa tudi opozarjanje na neustrezne in premajhne prostore. Največja težava je investicija v srednjo knjižnico, za katero vemo, da se odmika že od leta 2008, ko so bili narejeni projekti. Pravkar pred kratkim je bilo izdano gradbeno dovoljenje za drugo fazo, tako da, če bo šlo vse po sreči, bi se vendarle v naslednjih 2 letih nekako investicija morala premakniti z mrtve točke. Današnji otvoritveni dan zaključuje okrogla miza z naslovom Kultura na razpotju in začetek bralne značke za odrasle. 65-tica pa bo vse meščane simbolično vabila vse do 5. junija na brezplačne prireditve. Vodstvo slovenske tekvando reprezentance je na Evropskem prvenstvu v tekvandoju dobilo tudi odgovor na vprašanje, ali pravilno usmerja tekmovalce. Zadovoljni so lahko le delno, saj svoje zmožnosti z drugim mestom do dobra izkoristil le Jure Pantar. V azerbajdžanski Baku je odpotovala 6-članska reprezentanca. V njej sta bila najbolj znana tekmovalca Aničeva in Trajkovič, udeleženca olimpijskih iger in svetovnega prvenstva. Naslednjem sta osvojila bronasti medalji. Izkušenejši del naše zasedbe je zaključeval Pantar, zmagovalec lanskega odprtega prvenstva Združenih držav Amerike. Zato se je potihem razmišljalo o 3 medaljah. Vsaka kolajna se šteje, pomembna je tudi Juretova kolajna, pričakovano, zasluženo. Nekaj smo več pričakovali od Ivana in Frankija, ampak žal se je izteklo tako, kar je. Analiza dogajanja na Evropskem prvenstvu bo najverjetneje pokazala, da je osnova za uspeh primerna agresivnost. Nekateri najboljši so z njo prihajali do točk že na začetku dvobojev, nato pa razliko uspešno zadržali ali pa celo povečali do konca 3. runde. Na takšen način se je boril tudi Pantar. Ostali naši reprezentanti niso bili tako agresivni oziroma so bolj čakali na poteze nasprotnikov. Ko so slednji povedli, to se je praviloma dogajalo v prvi minuti zadnje runde, pa jim je na koncu zmanjkalo časa za preobrat. Je pa v Bakuju nekaj več kot 350 tekmovalcev ugotovilo učinke novih pravil. Ta zahtevajo večjo aktivnost in zbranost pri določenih potezah, saj sodniki takoj kaznujejo vsako nepravilnost. Temu je zdaj potrebno prilagoditi treninge, saj se že na začetku druge polovice leta pričenjajo turniri za velike nagrade. Predsednik republike Borut Pahor in italijanski predsednik Giorgio Napolitano sta po današnjem pogovoru v okviru državniškega obiska v Rimu poudarila, da so odnosi med državama prijateljski in da delita številna mnenja o prihodnosti Evropske unije. Sledijo še druge tuje novice. Nekdanji poveljnik egiptovske vojske Al-Sisi, ki ima na prihajajočih predsedniških volitvah največ možnosti za zmago, je v svojem prvem predvolilnem intervjuju na egiptovski televiziji zatrdil, da v primeru njegove zmage muslimanska bratovščina v državi ne bo več obstajala. Muslimansko bratovščino so v Egiptu, potem ko je Al-Sisijeva vojska lani poleti odstavila takratnega predsednika Mursija, prepovedali in jo označili za teroristično organizacijo.
Pri iskanju posmrtnih ostankov potnikov potopljenega južnokorejskega trajekta je umrl potapljač. Zaradi težav z dihanjem je na globini 25 metrov izgubil zavest, druge podrobnosti nesreče dogodka še niso znane. Potapljač naj bi bil sicer zelo izkušen, današnji potop pa je bil njegov prvi na prizorišču aprilske nesreče, ki je bila ena izmed najhujših pomorskih nesreč v Južni Koreji. Do zdaj so našli 262 trupel, 40 ljudi še pogrešajo. Evropske tiskovne agencije pa poročajo o brodolomu čolnov v Grškem Egejskem morju, v katerem naj bi utonilo vsaj 22 ljudi, 7 pa jih še pogrešajo. Do zdaj so jih rešili 36, iskanje s pomočjo tamkajšnje obalne straže, helikopterjev, ribiških čolnov in manjših križarskih ladij pa še poteka. Nigeriji je pri reševanju več kot 200 šolark, ki jih je pred 3 tedni ugrabila skrajna islamistična skupina Boko Haram, obljubila pomoč Bela hiša. Ugrabitev so v Washingtonu označili za sramotno. Islamistični skrajneži sicer grozijo, da bodo deklice po navodilih boga Alaha prodali. Sprva bo še delno jasno, nato se bo predvsem na zahodu postopno pooblačilo, pihal bo jugozahodnik. Zvečer in v noči na četrtek bo prehodno deževalo. Temperature bodo dopoldne od 4 do 10, ob morju 12, čez dan od 18 do 23 stopinj Celzija. V četrtek se bo delno zjasnilo, čez dan lahko še nastane kakšna kratkotrajna ploha. V petek bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Pregled dogajanja je s tem končan, ne pa tudi naš spored, tako da vabljeni čez slabo uro in pol k ogledu naše glasbeno razvedrilne oddaje Koktajl. Nasvidenje.